zdaj sta pa že tukaj. Ljudje so, sva rekla, udomačili živali. Plemenski poglavar, ki je do zdaj nabiral gobe in lovil tako kot vsi drugi, je dobil najdebelejše krave, ker je bil pač poglavar, ali ne? Dobro. Imel je lepe krave, ki so dajale mleko, kožo, teličke. Najel je najrevnejšega člana plemena, ki mu je te krave molzel, odiral, pasel. Ko se mu je rodil teliček, čegav je bil ta? Poglavarjev. Poglavarjev. Kajti poglavar je odkril nekaj zgodovinskega, privatno lastnino. Poglavar in njegov hlapec sta skupno vzredila 10 krav, ki so dajale veliko mleka, veliko mesa, veliko kož. In zdaj sta si vse to razdelila na pol? Ne vem. Ne veš? Seveda veš. Nista si razdelila, ne? Hlapec je dobil 1 kravo, zato da je lahko jedel in imel svojo kožo, 9 pa jih je ostalo poglavarju. Kajti čreda je bila njegova. To, vidiš, je presežna vrednost. Skupaj sta ustvarjala presežno vrednost, vzel jo je pa eden, lastnik proizvajalnih sredstev, če lahko te krave imenujeva proizvajalna sredstva. Tako se je ta stvar začela. Moje, tvoje. Ta črv, ki je vrtal skozi zgodovino, se je rodil v tej čredi. V tem odnosu med poglavarjem in njegovim hlapcem. Zdaj nista bila več isti razred. Ampak poglavar še ni bil razred. Ne, ni bil. Ampak v bližini je živel poglavar sosednjega plemena, ki je imel prav tako čredo. Ko sta ta dva poglavarja začutila, da imata med seboj več skupnega kot z drugimi člani lastnega plemena, takrat pa se je rodil razred. Pa hlapec je bil zadovoljen samo z 1 kravo. Gotovo ni bil. Ampak poglavar je najel drugega, prav tako revnega člana plemena, da je na njegovega hlapca pazil. Tako se je rodila policija.